CGI anime. Ja, ampak Zdaj že boljš. Mislim, da je zelo odvisno. Veš kaj, zelo je odvisno od studija, kako pač uporabi ta CGI. Juvan, ja. Ti si ekspert za te. Ne, pač vse so kakšni anime, ki so vredno narejeni, no. Mislim, se Ufotable tudi uporabi CGI. Uporabi, ampak fora o tem, da ga uporabi ta, da ga ti ne vidiš. Ja. A veš, recimo Beastar se pa zelo očitno vidi, da so vsi modeli, a veš, CGI. To sem videl. Sem samo trailer pogledal, nisem gledal dejanskega animeja, ker pač ni zame. Ampak sem pa videl, da so pač 3D modeli. Čaka, ni tudi v temu, kaj je že Trigun. Ja, Trigun, ampak ful lepo zgleda. Ja, sej mislim, da ta studio, ki je tudi naredil Trigun, je naredil tudi The Land of Lustrous, ne? Yes. Ja. Oni znajo uporabljati CGI na tak način, da lepo izpade. Oni so eden redkih, ki znajo razdelati zelo dobre 3D anime, ker je pač velika redkost v anime industriji. Prvič ni denarja, ne. PlayStation 2 grafika. Tako da Trigun, oni pač še posebej, če hočete videti, kako dobri so oni v animaciji 3D, si pogledajte samo opening od Triguna. Trigun Stampede, ker je neverjetno opening, še eden najboljših od prejšnjih. Vse se že da narediti. Mislim, vsak novi Dragon Ball Z game, kaj prije ven, zgleda veliko lepši, kot pa anime. Sam tudi moraš nekaj vedeti glede CGI animejev, ne? Tudi japonski studiji, vse ameriški studiji so vsi šli že na CGI, pač risanke, ne? Vsi delajo CGI risanke. Ampak, a lahko rečeš, da je kakšen ti tako cool pa to zadnjih 10 let? Arcane. Ajde, Arcane je izjema, no? Arcane recimo izjema. Oni so res ampak vse staro CGI je pa obup, recimo, ne? A veš, tudi japonski studiji bi lahko šli vsi na CGI, ampak bi pa izgubili tisti artiš. Se mi zdi. Meni je to, da je 2D animacija, pa vsak studio, jaz, ko vidim anime, lahko vidim, kjer studio ga je naredil, brez da pogledam včasih. In se mi zdi, da je to zelo velik del pač pripomore anime kulturi nasplošno, zaradi te pač duše, ki je da vsak studio noter. Ghibli je nekaj časa, ko je Miyazaki, mislim, da prvič ali drugič rekel, da bo šel v pokoj, to je zdaj že 8-krat rekel, ampak anyway, ko je prvič rekel, je nekako prišel tisti nov val animatorjev, nov val investitorjev, ki so želeli iti iz te ročno narisanih animejev v CGI animeje. In ko je Hayao prvič videl, kaj mu ponujajo, ti njegovi novi animatorji, rekel, to je meni preveč groteskno, tega ne bomo nikoli uporabljali. Mislim, so naredili naredili so 3D anime in totalno je failu in potem se je odločil, ne, jaz fucking grem nazaj iz upokojitve in je naredil zdaj anime Boy and the Heron, mislim, da se imenuje. Anime in je spet Heron je ptič, right? Neka vrsta ptice, I think. Tako da se te kar ponese, ne? Pač vidiš, da se bojim, kaj se bo zgodil z studiji, kot je Ghibli in podobni, kjer so glavni gonilniki pač teh animacij in sloga pač stari 70, 80, 60 let, right? Po mojem, da bo ostalo. Po mojem, da se bo slog obdržal. Mapa, ko so vsi pobegnali ven, pa so mlade zaposlili, še vedno izgledalo cool. Ampak Chainsaw Man 3D. Chainsaw Man zdaj gre svoj studio narediti. Resno? Ja, mape se bojo ločili. Ja, ker so jezdili na mapo, ker se vidiš zadnjo sceno, kaj so imeli. V zadnji epizodi smo že nekaj govorili o tem, ampak velika animatorja. Nisi poslušal zadnje epizode? To je zdaj znana drama, ne. Mapa je pač precej izkoriščala te animatorje od ključnih animatorjev do in-betweenerjev, do producentov in režiserjev animacije. Vsi so mogli delati velik nadur, zato ker so imeli naslove, ki so precej popularni, ampak so popularni zaradi tega, ker so znani po zelo dobri animaciji. Ne? Oni morajo narediti celotno epizodo v enem tednu in potem seveda še posneti glasove čez in narediti tako animacijo, ki je basically na ravni filma, kjer imajo 6 mesecev časa, da nekaj zanimirajo, morajo oni v enem tednu. Da dosežejo ta level animacije, so pač mogli delati velik nadur, pa
plačeni so pod nekim povprečnim rangom. Pač zgoreli so, ni moglo več. Ja, in potem si na Twitterju dobil veliko animatorjev, ki so delali za njih in so začeli pač seveda govoriti proti mapi, začeli so dajati odpoved, velikih je šlo. Zaradi tega, ker so jih preprosto niso plačali in delali so full nadur za stojn, pravzaprav. Dejansko zdaj je začenj so meni se prvo slišalo. Tudi videl si, naprimer, če si gledal Jujutsu Kaisen zadnjo sezono, določene scene, določene cele epizode, se videli, da niso dokončane, so do 30% mogoče bile narisane. Ne? In to so pač mogli izdati, ker še vedno si mogel izdati do roka neko epizodo. Mislim, lahko bi zapoznil nekateri studiji, nekatere distribucije so potem, ne vem, če niso imeli dosto vložka ali pa niso imeli časa zanimirati v prejšnjem letu, so potem zamaknili anime za celo sezono ali pa za par tednov. Samo tu pa ne moreš, glej, tu že cela promocija bila, videogame pridejo ven na to, merchandise. To je preprosto prevelika franšiza, da bi lahko se igral z sam se, ni bil Jujutsu Kaisen neki ta druga sezona na breaku. Vem, da je bilo ta prvi del, ki je bil samo o Gojotu, v njegovem backstoriju, pa si imel en filler, ki je še vmes, ki je recap, kaj se je do zdaj zgodil in pol je šlo naprej. Ker bila sta dva arka. En ark, ki je govoril o, se pravi, času, ko je bil Gojo še mlad, pa Sato, ali kako mu je že. Sato, Geto. To je bilo 5 epizod, ko si izvedel pač, kako sta trenirala, kako sta odraščala skupaj. Potem je bila pa pauza, mislim, za par tednov, 4 tedne. 4 tedne je bilo? Ja, je bilo kar dolg časa. To jaz nisem še pogledal zdaj do konca, ker je bila pač fura, ne. Jaz sem takrat gledal, kaj je ven relisal, pa bil pa on break, pa sem druge stvari začel gledati, se pač pol pozabil nazaj pridati in sem zdaj še... nisi videl najboljšega fighta ever, like... A se bom, daj mi še dve leči. Potem so pa animirali Shibuya Arc. Ne, Shibuya Arc so potem animirali po teh 4-tedenskem premoru, ki je pa considered pač najboljši arc v Jujutsu sploh. Tako da tukaj boš potem videl neverjetno animacijo in pa potem tudi najslabša animacija. Animacija, ki je bila samo do nekaj procentov narejena. Zelo zanimiv del. Škoda, res. Če govorimo o ful dobri animaciji, se spomnite Crunchyroll CGI original anime? Crunchyroll je veliko investiral v te svoje anime, ki so jih želeli promovirati in vem, da so naredili ta naslov, niti ne vem več, kako se imenuje, ampak to je bilo slabo. Vsem se je zbrisalo iz možganov. Večina njihovih naslovov, če greš gledati, te njihove zvezdice imajo 4,789, ta anime ima 2,6 nekaj tasga. Literally, pa še to bi jaz dal nižji, realno. Grozno.